In akcija, ti si nazaj na Džungelnem kanalu in v današnjem videu te bom s sabo vzel na praznovanje novega leta v Londonu. Ja, bilo je tako noro, kot si lahko predstavljaš. Tako da, če te vse skupaj zanima, poglej video do konca. V London sva letela iz Zagreba in tako čudovito, kot si lahko videl, imajo letališče. Drugače sva pa v eno smer za karto plačala 170 €, za nazaj sva pa dala le 33 €. Letela sva z Ryanairjem, kjer morate vedeti, da je ponovadi za prtljago treba plačati še 50 € dodatno. Naspal se nisem čist nič, bom pol povedal, zakaj ne. Čist sem zjeban. Vreme se spreminja na 15 minut. Zdaj pa prva postojanka, prva stvar, ki si bojo šla pogledat, je ta znana brezplačna viewpoint, ki gre vsi lahko in se moraš naprej rezervirati. Tako da zdaj gremo kaj pogledati. Za vse tiste, ki boste šli v London, dajte si shraniti Sky Garden lokacijo. Razgled je neverjeten, vhod je brezplačen, vendar vstopnice dajo open enkrat na teden. Tako da to je zelo pomembno, ker drugače vas ne bo spustili noter. In še kratek story time, kot sem omenil, bil sem popolnoma nenaspan in to je bila tudi skoraj da ne edina slaba stvar tedna v Londonu. Jogi je bil po moje debel samo 10 cm in ni imel nič pene noter, ampak samo sfedre. Zdaj si pa vi predstavljate na temu leža. Do 7. januarja je mesto še božično okrašeno. Potem bojo pa vse dol pobrali, tako da v tem videu boste še majčkeno videli, kako je London sploh bil božično okrašen. Zdaj pa novo leto. To je čas, ko pride 3 milijone obiskovalcev gledati ognjemet v Londonu. Še ena stvar, ki jo je dobro vedeti, je pa to, da ognjemeta sploh ne moreš gledati, če nimaš kart. Karte pa dajo v prodajo 2-krat na leto. Jaz sem, hvala Bogu, blokiral London en dan zatem, ko so dali karte ven, tako da sem še nekaj dobil kart za rdečo cono. Sicer teoretično najslabšo, ampak se je še vedno videl fenomenalno. Vse karte, ne glede na lokacijo, kjer si, stanijo 20 funtov. Zdaj samo od tebe odvisen, koliko boš hiter, pa koliko boš imel sreče z lokacijo, ki jo boš dobil. Če se boste drugo leto odločali iti v London, dajte probati ujeti White Zone karte. Ne jih kupovati prek preprodajalcev, ampak pojte po uradni poti, ker ni nobenemu za zaupati. Drugače je bil pa tale ognjemet ene izmed najboljših izkušenj v mojem življenju. Imel sem prav tak out of body experience, trajal 12 minut, šlo mi je na jok, cel sem bil premražen oziroma, a veš, ko dobiš guno kurjo polt, res nekaj najbolj neverjetnega in te izkušnje ne bom nikoli pozabil. Evo, dan po novem letu se je začel, zdaj sva pred temule London Eye-om. Ne, kaj je to sploh? London Eye, ja, London Eye. Šla sva z avtobusom, tako da zdaj sva se že malo naučila, kako se hitro premikati. Šla sva drugače prvo v napačno smer, ampak zdaj smo tukaj. Zdaj pa bova videla, ali bova šla gor ali bova šla gor. Spala sva do 11. Tako da smo nekako spočiti, približno, bolj kot ne. Eden izmed muzejev, ki trenutno tudi obratuje, je Balloon muzej v Londonu in tale ekshibicija je bila pa tudi neverjetna. Zaradi tega, ker ena izmed postajank je bil bazen poln balončkov oziroma teh kugelc in jaz sem se počutil kot največji otrok, ki sem lahko not pa ven skakal. Visok je bilo po moje ene 90 cm, tako da je bilo super tudi za tiste, ki smo bili malo višji.
Evo, zdaj pa pridi z mano prvič v življenju na dvonadstropni avtobus, kjer ti bom pokazal malo okolice izven centra Londona. Naslednje postajanke so Painted Hall, kjer sem enostavno ostal brez diha, in pa Greenwich. Moje potovanje po Londonu se počasi zaključuje, zadnja postajanka pa je bil Natural Museum London. To je muzej, ki ga verjetno že vsi poznate, poznate ga pa tudi verjetno zato, ker imajo brezplačno vstopnino. In to je velik plus in pa še večji minus. Sam obisk tega muzeja močno, ne priporočam, oziroma pojte, če ste res počiti, zaradi tega, ker je bilo tako veliko ljudi, da smo se komaj premikali. Tako da pojte zjutraj, ko so še spočiti, če vas res zanimajo te dinozauri, ki jih tam kažejo. Drugače pa, če hočete videti vse te kamne, pridite k nam v Tržiču, ki enkrat na leto jih kažejo, pa jih boste vi isto videli, brez da se morate matrati, pa toliko otrok, da sem še zdaj živčen, ker sem da pomislim, ker mi je bilo res žal, da sem šel, no, tako bom rekel. In pa ne smem ti pozabiti zaželeti eno res srečno, spočito in pa veselo novo leto in uspešno. Če ti je bil tale vlog všeč, ga ne pozabi lajkati in pa v komentar komentirati, napisati, kaj naj bo moj naslednji video. Rad gledaš vloge ali kaj drugega. Se vidimo naslednjič. Čau, čau!